jaz pišem v glavnem pač kolumne. To je nekak stvar, s katero se preživljam in v bistvu to pisanje je zelo hitro, eksplozivno. Tudi pišem kjerkoli imam priložnost zapisati, skratka, ali so to hotelske sobe, ali je to dom, kjerkoli sem, pač tam moram pisati. Ne. Pisanje literature je pa seveda precej drugačno. Ne. Pisanje literature zahteva svoj mir, zahteva svoj v bistvu čas, da se umiriš, pripraviš. Pri Jugoslaviji je bilo precej drugače. Prvič je zelo dolgo trajalo, da sem jaz to zgodbo sestavil, potem je tudi zelo dolgo trajalo, da sem napisal. Jugoslavija vsaj zame označuje prostor in ne države. Ne. Prostor bivše Jugoslavije v bistvu za današnjo mladino se mi zdi, da predstavlja nek prostor zabave. Ne. Oni hodijo v Gučo, hodijo v Sarajevo na čevape, hodijo v Beograd, hodijo na festival Exit, hodijo na morje, na Hrvaško. Tudi z tega stališča ta knjiga zna biti zanimiva za marsikoga, ki je mogoče začel zdaj odkrivati ta prostor, ki pa ga je odkrival le na njegovi površini. Ne. Tam pod to krasno, lepo, zabavno površino se skrivajo posledice vojne, ki se je zgodila pred 20 leti. Čeprav zgodba obdeluje precej resne, zahtevne teme, sem nekako želel, da bi se brala precej, bomo rekel, kar lahkotno, ne, da bi v bistvu bralec ne imel težav, ko se prebija čez to. Ne. Tako da sem uporabil v bistvu to zvrst trilerja, kar mi je precej to iskanje očeta omogočalo. Ne. Glavni junak knjige Jugoslavija, moja dežela, Vladan Borojević, pri 11 letih pride v Slovenijo kot begunec na begu pred vojno, ki se začenja na Balkanu. In njegova želja je v bistvu le, da bi se vklopil v to okolje, uči se slovensko, poskuša biti povsem običajen fant, vendar mu to nekako ne uspeva v celoti. In mislim, da vsi smo na nek način občasno vladani, ne? Vsi imamo ta problem. Ne? In mislim, da vsak od nas lahko najde trenutek, ko mu je zelo podoben. Pri Čefurjih, ne glede na to, da so v bistvu jezikovno tako razgibani, je šlo bolj za ene vrste izbruh. Ne. To je bil moj prvi roman. No, Čefurji so pač bili mišljeni od začetka kot film, glede na to, da sem jih napisal po koncu študija na akademiji. Potem so star roman, potem so šli v gledališče in zdaj končno so na filmu precej drugačni od tistega, kar sem si mogoče jaz zamislil recimo 10 let nazaj, ko sem začel razmišljati o tej zgodbi. Film in literatura sta si v bistvu na nek način podobna v toliko, da gre pri obeh za pripovedovanje zgodb, ne, vsaj tako jo jaz vidim. Sta pa si po svoje popolnoma različna, ko gre za princip ustvarjanja. Ne. Literatura zame pomeni svobodo. Ne. In to neomejeno svobodo, namreč kadarkoli se lahko sedeš za računalnik, napišeš karkoli hočeš. Film po drugi strani je pa avantura. Film je v bistvu so omejitve. Film so v bistvu ovire na neki poti do tega, da boš en del svoje vizije uspel realizirati. Dejansko sta se ta dva svetova različna in mene veseli ravno preklapljanje iz enega v drugega. Iz te osame, ki jo nudi literatura, v ta živ avanturističen svet filma, ne, in nazaj potem v ta mir, v to svobodo.